Dober večer, dobri ljudje, bomo rekli. Jaz mislim, da je tole predavanje nekaj, kar je tako globoko srčno, da nobeni PowerPointi in nobeni video in ničesar tega ne zmore pokazati tako globoko, kot če boste vi z mano razmišljali tole uro, kaj res odpuščanje je. Mi imamo ogromno teorij o tem odpuščanju. Da je treba pustiti, pa pozabiti se ne da, pa pustiti ga na mir, pa Jezus celo pravi, da moramo ljubiti svoje sovražnike, ne, in ima celo prav, pa bomo na svoj malo o tem tudi si rekli, če ne me pa dvignite roko. Lahko skozi sodelujete, ne, ni treba mene samo poslušati. Ker ste vi tisti pravi udeleženci, ki veste, kaj odpuščanje je. Nekaj najtežjega smo že tam v uvodu rekli, je odpustiti svojemu lastnemu očetu. To je nekaj, kar ljudje ne zmore. Kako odpustiti lastni mami, če te nikoli ni sprejela? Kako odpustiti mami, ki enostavno ne poznaš, ki je kar odšla? Kako odpustiti očetu, ki ga sploh ne veš, kdo je? Pa mu moraš odpustiti, ali pa se je ločil, ali pa ni z nami nikoli bil, ali pa je čustveno bil odsoten, ali pa je imel celo kakšne take čudne razvade, zasvojenosti, alkohol. Kako odpustiti to? Ker to so ljudje, ki jim ne moreš biti brez njih. Lažje odpustiti vsakemu sosedu, če se zaradi meje skregaš, ne, pa še tam te boli, nosiš tega soseda večno s seboj. Najtežje odpuščanje se bo ta prav dejansko v družini. In kaj bomo nocoj skušali si malo reči ravno o tem, ne, ker te ljudi mi nosimo s sabo in nikoli jih ne moreš zares izpustiti. Če vi srečate vašo bivšo punco, ste še mladi ljudje, ste rekli, vidiš, ne, si imela šanse z mano, ti ni šlo, jaz sem zdaj srečno poročen, imam otroke, ti pa še kar sam. In lahko greš dalje, ne? A lahko očeta tako nasloviš, ko ga srečaš? A lahko mami rečeš, poglej, mami, ti si pa še zmeraj vsa nesrečna in depresivna, jaz sem v življenju marsikaj dosegel. Ne moreš. So čisto druge kategorije, ne? Popolnoma nekaj drugega. Bom skušal res skozi par teh življenjskih izkustev, kaj ljudje pa res naredijo, da odpustijo. Kaj pomeni odpuščanje? Kaj zares to pomeni? Kaj res pomeni, da rečeš v redu, da grem pa naprej? Imate polno teh teorij ljudi, ki nikoli niso vedeli, kaj res odpuščanje je, ne? Da reče v redu, začneš moliti za tega človeka, razmišljaš o njem, reče se ni mogel drugače, se zares ni zloben človek, ampak ni zmogel in je to del tega odpuščanja. Ja, seveda je, ne? Kako odpustiti zakonce, ki te je prevaral? Kako odpustiti možu, ki je malo začel se bolj zanimati za sodelavko kot tebe? Kako odpustiti tvoji ženi, ne, ki je sodelavcem malo preveč daleč šla, ne, in da pride nazaj? Vse te prevare, nezvestobe so tako globoko segajoče, kaj lahko tam narediš? Odpustiš, rečeš v redu, gremo dalje, ko je pa zaupanje padlo. Kako odpustiti otroku, kako odpustiti staršev, se bomo o tem še veliko se nocoj rekli, ne? Pa če začnemo mi čisto pri teh najbolj osnovnih. Jaz imam enega nečaka, ki je malo oddaljen, ki mu je mama umrla, ki je bil star, mislim, da je bil 4 leta. In ta majhen fantek, pa sestrica njegova, ki je bila 2 leti starejša, sta gledala to odprto jamo, odprti grob in ta fantek še danes mi gre srh po celem telesu, ko sem ga slišal, ki je rekel, zakaj delajo mojo mamo v to črno luknjo? To je srh, te spreleti, ne? In ni bilo tam nikogar, ki bi ga potolažil, prišel tja, ga objel, odnesel, ker so bili vsi tako šokirani, ker je ta gospa umrla na porodu in še potem so dali njenega otroka kar na njene prsti tam na parah, ne, to je. Njim se je zdelo to krasna ideja. Nam sploh ne. Kaj pa tem otrokom to pomenilo? Kako zdaj odpustiti? In on je nehal govoriti. In ni več govoril.
Celo osnovno šolo je ta otrok naredil, ne da bi enkrat spregovoril. Cel učiteljski zbor in cel sistem ta šolski je priredil svojemu negovorenju, bi mi danes rekli. In besen in jezen na Boga. Je hodil k veruku, ni hotel niti kup hailu, so ga vse to prisilili, berni vse, ker je bil skozi besen in jezen na Boga. Kaj pa ima Bog s tem? Ja, je edini, ki se lahko jezen na njega, ne? Jezen na očeta. Zakaj nisi obvaroval mame? Zakaj ji nisi pomagal takrat? Zakaj si mami kar odšla? Jezen na njo. No, vse si jezen. In kaj lahko s tem narediš? Oče, če bi pa ti pravi čas ugotovil, da mami v zapletu in da je mami ni v redu, ne bi pa ti že zdavnaj poskrbel, ne? Na zdravnike si jezen, na bolnico si jezen, na cel svet si jezen, enostavno ne moreš živeti. Kako lahko to odpustiš? Kako lahko to odpustiš? Pa vam govorim eno tako zelo abstraktno, oddaljeno sceno, ki jo zelo razumemo vsi, ne? Rečeš, kaj bi temu otroku rekel? Kaj rečeš temu otroku? Ja, Bog je imel rajši tvojo mamo kot ti. Ja, bravo, kakšen odgovor. Ja, zdaj je pa ona v božji ljubezni in Bog je ima rad, ne, in tudi ti boš enkrat ja prišel, otrok bo rekel, to govoriš ti, ki pojma nimaš kaj. Res imam pa jaz enega svaka, ki je pa tega otroka tam v 8. razredu, krat še, videl je, da on ima pa žogo rad. In je začel z njim igrati košarko. Da otrok je po pol leta začel čist majhne stavke in potem je spregovoril. Povedal, ko je to besen in da ne morem, da noče o tem govoriti, da ga ne sprašujemo njegovi mami in da ga ne sprašujemo ničesar, da on to bo že naredil, ne. Ja, in potem pridejo ljubezni v srednji šoli in na fakulteti in kakšne punce si on dobil. Ja, same take, ki so nekaj časa bile z njim in potem so ga pustile. Pa bod vesel, ne. Kako? Ja, on ni zaupal nobeni ženski več. In to neodpuščanje je tako grozovito, ne samo zaradi tega, ker ti pač nosiš v sebi to rano in to globoko zarezo, ne, in bi rekli neodpuščanje in jeza in bes in žalost in vse, kar ljudje nosimo in občutek, da nisi vreden, da si edini, ki si za stran vrški, vsi ostali pa imajo očete, imajo mame, imajo vse v sebi, ampak mi se potem tudi iščemo, to je najhujša oblika tega neodpuščanja, ki ga bomo danes malo si naslavljali, najhujše, da si potem iščeš ponovno ljudi, ki bodo naredili s tabo isto. In to ga pustila prva punca, ga pustila druga punca. Pa ni bilo nič narobe z njim. On je krasen fan. On je bil na razpolago, kupoval darila, prinesel rože, znal reči ljubim te. Vse je znal narediti. Ampak v njem je bila ta zamrznenost, da ni pustil nobene punce do sebe. Dame, vi to točno veste, kaj je, če vaš mož ne pusti do sebe. Ne veš, kdo je. Lahko se dela. Ampak se zakrkne in je tiho in ne pove, vam bo poskrbel vse, za vas bo vse naredil. Zakaj? Ja, ker ni zaupal več nobene ženski. Če te mami pusti, vsega ni pustila, ampak to je v njegovih možganih. Mami me je pustila. Rekli, a je kakšna rešitev? Zanimivo pa, da je on igral violino, ne, in njegova mami je bila tudi tam v šoli, je bila učiteljica v glasbeni šoli in je imela neko violino, ki je on sovražil. In en dan, ko ga je prva punca pustila, je gledal tisto violino in je hotel tisto že skozi okno vršiti in zlomiti in razbiti in strastno je začel s tisto violino, tam samo gledal je, kaj bo naredil z njo. Pa na koncu je v tisto violino pobožal in začel igrati, ki je že včasih znal. In začel igrati to. In bo za en božični večer, takšne čas, ne, ki je bil že študent, je prišel eno cerkev, so tam igrali neko
pevske vaje so imeli in so se zelo matrali, kako bi oni zdaj tam to božičnico odigrali, se so ljudje, ki pridejo samo občasno skupaj, je težko zdaj doseči neko sinhronizacijo in pravo melodijo in ritmiko in vse take temeljne glasbene stvari, ki jih vi zelo dobro poznate, če ste malo v glasbi. In on je prišel tja, in oni so ga sigurali, kaj pa on dela tle, kdo si pa ti, kje si pa prišel, on je učil stih in je začel tam igrati. In so ljudje, to je pa virtuoz. In na tisti violini začel igrati. In potem so seveda mlade dame, študentke, ki gledajo tega virtuoza, jasno, da so ga začele malo drugače gledati. In tam je začel on moliti. Zakaj? Tam je prišel eno cerkev in je rekel, Bog, ti pa lahko mene imaš rad tudi kljub temu, da jaz nimam mame, da sem za stran brž, da me nihče ne razume, da nosim dovolj bolečino v sebi, da me še slišite vi. Tako globoko, tako globoko. Danes je srečno poročen, ne? Upam, da je tisto žena razume. Kaj je moral predelati? Bomo prišli do tega. Pa dajte sam razmišljati, ne? Kaj je mogel predelati? Jaz sem tam iz Savinjske doline doma, kjer je bilo ogromno tekle med vojno vseh mogočih racij strani Nemcev in so odpeljali v taborišče tam 3 družine, komplet, starše, torej z moje vasi, ki je majhna vas tam gor. 3 družine, velike družine, starše, vse so odpeljali v Dachau, ne. In potem seveda so jih ločili tam, ene so celo tako delali, da so jih speljali samo Celjski Piskop, pa tam postrelili, ne, že v Celje, druge so peljali gor v Dachau, ne, in pol. Ti ljudje so zdaj stari tam okrog 90, zanimivo, da ti otroci, ki so seveda prišli potem nazaj brez staršev in so zaživeli na teh kmetijah. Mene je vedno zanimalo, kako so ti ljudje, kaj so oni naredili. Imaš en Dachau v sebi, kako odpustiš? Povejte mi, kako lahko to odpustiš? Da ti nekdo enostavno pride neko noč, najhujšem terorju, strahu in grozi, odpelje vse in še tisto, kar imaš tam, do očeta in mamo, da ti to enostavno odstranijo, pobijajo pričo tebe, ne, in te dajo v Dachovske celice ali pa tam na neke kmetije enim ljudem, ne, in po vojni prideš domov na pogorišče. Kako lahko to odpustiš? Ne vem, povejte mi, da da to odpustiti. Nemogoče. Ne, samo težko, nemogoče. In jaz sem tam potem te tete pokopaval, ne, in vedno me je zanimalo, kaj so one naredile, ne. In ko sem eno tam pokopaval, ki je bila tam pri 80-ih, ne, pa sem njeno sestrično tam na pokopališču srečal, sem rekel, pa daj ti meni, teta, a lahko ti meni poveš, kako ti lahko odpustiš, da nekdo vse tole naredi, ne. In ona mene gledala, zdaj, ko imaš tam pogreb, najbrž ne govoriš grdih stvari o ljudeh, ne, da jim samo pripoveduješ, da je vstajenje, pa vsi vejo. A lahko poveš nekaj o tem človeku, ki je naredil tako drugačnega, da je oznanilo vsem nam. In se je vprašal, kako si ti lahko to naredila, ona mene sam gledala, rekla, a tebe to res zanima, ne? Ja, seveda me zanima, ne. Pa zakaj te toliko zanima? Rekel, poglej, tale tvoje sestrične zdaj pokopavamo, kaj naj jaz tamle rečem, daj mi pomaga, saj si teta, ne. In ona mene gleda, jaz bom tebi pomagala, ko si ne vem, kaj za vse preštudiral, zdaj jaz pojma nimam. Jaz lahko študiram 100 let, ne vem, katero psihologijo, ne vem, kaj vse vem, vse teorije znam, lahko svoje modele terapevtske ustvarim, vse lahko delam, ampak jaz ne vem, povejte mi, kako se to odpusti. In ona mene gledala in je rekla, glej, najprej začneš moliti. Jaz rekel, fajn, se vsi molimo. Rekla, jaz vem, da ti mene tle malo zdaj izzivaš. Rekel, ja, prav zares, ne. Kaj moliš, kaj rečeš? Da ti mamo ubijajo, da živi vse življenje brez očeta,
Da imaš samo brate in sestre, ona je bila še najstarejša, ne morala za vse ostale brate in sestre skrbeti. Kar naenkrat ti pri 7 letih rataš mama svojim lastnim bratom in sestram. Kako to odpustiš? Kako odpustiš vsem tem teroristom, ne? Vsem tem grozovitim pač ljudem, ki jih ni treba, da jih sploh imenujemo, kako lahko odpustiš tem ljudem? In ona meni rekla, veš, kako se odpusti, tako da začneš ti delati drugačne stvari. Kako pa delaš drugačne stvari? Kaj pa delaš? In res je, da to je ena dama, ki je vse te, ki jih danes poznam, lahko greste v to vas spraševati, ne? So se poročile in tam v teh družinah, ne posod, v enih je seveda teror in groza in pijače in vse mogoče, ki se na ta način rešujejo, ne, da ljudje v Sloveniji imajo baje skoraj tri četrt Slovencev je zasvojenih z alkoholom. Ne vsi, ampak 300 000 jih aktivno pije in potem, če vzamete še familije zraven, to je 900 000 ljudi, ne, kaj je zdaj to je skoraj polovica na. Pa niso vsi alkoholiki, ampak večina teh ljudi se zdravi z alkoholom. Ker z alkohol ti na začetku kar malo pomaga, ne. To je malo nerodno, ker imajo ta alkohol neke čudne zahteve, da ga moraš vedno več popiti za isti učinek. In pol izgubiš nadzor nad količino popite pijače in pol je pa hudo. In ko si takšen, pridejo ven vse te travme, vse te zločinske stvari, vsa jeza, vse bes in si nekontroliran, ne. No in jaz njo sprašujem, zakaj si se pa ti tako drugače odločila? Brez mame si. Kako se pa ti ne kregaš, kako ti ne noriš, da bi morali, ti bi pa res vsi te razumeli, da si grozna oseba ali pa tale, ki jo danes pokopavam. Tale edini način, kako odpustiš, je, da začneš delati stvari, ki so v popolnem nasprotju s tistim, kar si ti doživel, mislište. Če nisi imel ljubezni, začneš ti ljubiti. Pa kako lahko ljubiš, če ne veš, kaj to je? Veš. Kako ti lahko objameš otroka, če pa ti nisi bil nikoli objet? Ja, objameš ga. Je napor, ja. Enostavno? Ne, ni enostavno. Ja, poveš mu, da ga imaš rad, pa se to je nemogoče, ker meni nikoli ni nihče tega rekel. Ladies and gentlemen, bomo danes ti res rekli, gospe in gospodje, druge načine odpuščanja ni. Ti moraš začeti delati natančno tisto, kar te najbolj boli in nisi dobil, in delati nasprotno. Da zraseš ven iz tega. Odpuščanje ni, da se en dan odločil, zdaj bom pa jaz vse sosede imela rada. Jutri bom do vseh prijateljev. Ker oni ne bodo do tebe. Če sem poskusil, ni šlo, gremo dalje. Mati me je zavrgla, sem šla tja, sem ji pozdravila, sem rekla, odpuščam ti, ona je rekla, zgin ven, ne. Ste z mano vi danes, ne. To je realno življenje. In jaz to damo sprašujem dalje, pa poglej, ti si imela tudi moža, ki je bil to, in ona rekla, poglej, kadar je on karkoli začel, jaz sem šla na njivo in sem tam delala in sem sebe uredila in sem prišla domov in sem bila naprej prijazna. Ja, pa ne moreš biti tak, da te pa vsi izkoriščajo. Ne, se postaviš meje. In vem, da jih je znala zmeraj postaviti. In je šla na kor in je gor pela in jasno, da se je takoj izrinili, ker nosiš v sebi to izrinjeno, ste me slišali danes, ne. Če nisi bil ljubljen, potem to nosiš v sebi in vse posod, se itak nisem nič vreden, ne. Se itak sem za stran vrš, ne. Se mene nikoli ni imel nihče rad. Si rečeš, se res, ampak jaz pa lahko ljubim. To je odločitev, ki narediš v molitvi. To je mene ona učila na onem britofonu. A ste z mano? Ja, in ko tole poslušaš, ne, začneš drugače razmišljati. Jaz ne pravim, da je to instantna rešitev, da to se revolucionarno kar spremeni čez noč, ampak korak za korakom. Potem pa ti ljudje postanejo nepomembni.
postane nepomembno. Vi, ki ste mame tle, ki ste tle stare mame, vi imate idealno možnost reči, ja, ne bom šla k svoji hčerki, ker sem ji odveč. A ste lahko vi odveč vaši hčerki? Povejte mi, no. Ne morete, ne? Ker je vaša hčerka in nikoli ne drugače. In je nemogoče. In absolutno ne ve, kaj bi sama sabo. Ah, ti greš tja, ker si mama. Ja, zdaj pa ne, ona pride do mene. Prav, je ne bo. V redu, bova do smrti tako. Hudo je, če je mati taka do tebe, se bomo šli tja, ne? Ampak pri hčerki vi imate vso moč. Pri sinu vi imate vso moč. Najhujše stvari, ki jih ljudje pridejo, povejo vse posod, ne? Ja, zdaj pa on naenkrat umrl, zdaj smo pa mi dva same, zdaj sem pa jaz sama za vso to dediščino in ne znam razločiti, kako, kaj, in ne se sami zmenijo. Pomeni, še na grob ti bodo napisali na spomenik, tukaj počiva gospa, ki želi živeti naprej v sporu, jezi, besu svojih otrok. Rekli, kaj si ti enostaven? Kdo pa deli dediščino? Otroci ali ti? A dobiš svake in zete skupaj, ne, in snahe in se z njimi pogajaš, ne, one nimajo nič zraven. Ti se sam zmeniš, brate in sestre se sami dogovorijo, starši delijo, okej? To so take stvari, ki so zelo enostavne proti temu globokemu neodpuščanju, da te mame ni nikoli sprejela, ne. A lahko greš svojim otrokom, bitno, pa te ven vrže, pa ga pokličeš, glej, te razumem, da si jezen, besen, ne debatira z njim, ker ti otroci, ki ne morejo odpustiti, so stari kaj? Ja, 5 let, 7 let, 13 let, vse, ko se vi skregate z ljudmi, ki jim niste odpustili, ali pa oni vam tero besedišče pa uporabljajo. Zelo skromno. Zelo par besed. Včasih so celo kletvice, samo največ, kar je. Ali pa zgin ven, nočem te videti, kaj se greš, nikoli več te nočem videti, sam zgin z mojega življenja. Ali kaj je tam, recimo, cel odstavek nečesa, nekaj poslušaj, ti si mene nekoč ranila in je še zmeraj ne morem odpustiti in jaz sem še zmeraj, ne, ničesar tega, ni to samo zgin, nočem se s tabo krivicami delati, da ni sram, ne vem, kaj se še rečemo, ne. Ste vi še tle danes, bo še na isti knjigi, isto stran beremo, ne, ja, otrok ne more do tebe, če mu ti ne odpustiš, če ti ne pustiš, da je drugačen. In mi imamo polno teh naših familij letos, 2026, ne, ko mami rodi in reče, že pri rojstvu je bil zelo drugačen. Z njo smo se lepo razumeli, z njo pa ni šlo že od rojstva. Odpuščanje. Kaj je odpuščanje? Tisti otrok, ki je nemogoč, te najbolj išče, do smrti te bo iskal, da bi iz njega naredil iz nemogočega mogočega. Povej nam zato zelo enostavno. Ja, ta otrok, ki je nemogoč sam sebi, tebe najbolj potrebuje, da ga boš spravil k sebi, da bo postal mogoč. To mama pa se rodi iz tega. Tam druge mame je krasno biti, če ta otrok se ti obije okoli vratu, ti reče, mami, rad te imam, mami, brez tebe ne morem, mami, ti si zlata, mami, ti mami si ti najboljša mama. To je krasno, ne? Kaj pa on drugi ti reče, najslabši maci, ne maram te, sovražim te, in divja v sobo in zapre vrata. Kar bod tam, ne? To ni mama. In je hudo, in je krvavo. Ampak da otrok te bo naučil odpuščati. Če gremo mi malo v en drug ekstrem, da vam bo bolj jasno. Posvojeni otroci. Veste, da posvojeni otroci bodo vse naredili, da bi jih še vi zavrnili. Vse bodo naredili. Zakaj pa? Ker so že enkrat bili zavrženi in poznajo to zavrženost,
In biti zavržen pomeni, da se to vaza, ki se je razlomila in nikoli več note vi te vaze imeli zmeraj, ne moreš se zlimati nazaj, da se ne bi nikjer poznalo. In tudi, če se ne, ti veš. In ti otroci to vejo. In zdaj iščejo nekoga, ki jih bo te norosti, brezpogojnosti imel rad. Kako jih lahko imaš rad? Če pa vse naredi, če pa je grozen, če pa je nemogoč, če pa karkoli narediš, ti nasprotuje. In zdaj jaz sprašujem, zakaj se dobiš takega otroka? Da te nauči odpuščanja. Ker ga moraš ti naučiti njega odpuščanja. In to je edina vaja, ki imamo. Ne gledajte. A imamo kakšno boljšo vajo za odpuščanje? To lahko rečem, dajmo malo se pogledati, zaprimo oči in se gremo odpuščanje. Ne možno. Zakaj ne? Imate vi vsi že v vaših življenjih nekoga, ki ga še niste spustili. In problem teh ljudi je, vse bomo malo si povezali, problem teh ljudi je, da nas določajo čisto vsak dan. A veste, da smo mi sužnji teh neodpuščanj. To je najslabša stvar, ki jo lahko imaš v življenju, da nekomu ne odpustiš, ker si na njegovem daljincu. Vsak dan razmišljaš o njem. To je hujše kot zaljubljenost. Ko ste bili zaljubljeni, to je bilo fajn. Vsak dan razmišljaš o njej, zjutraj, opoldne, zvečer, spudiš se z njo, spat greš z njo. Lepo ti je čez dan, ko misliš na njega. V službi si se, kako je lušen. Kaj je včeraj rekel, pa on me ima rad. Pa grozno je tle v službi, ampak on me ima rad in je to zadost. Preneseš vse. Karkoli se že dogaja, samo da veš, nekdo me ima rad, nekomu sem specialna, njemu sem res nekaj posebnega. On pravi, da sem jaz edina, ki jo on vidi, ne? Ja, krasno. Skozi si z njim ali z njo. Kaj pa, če nekomu ne odpustiš? A veste, da ta tip je tudi skozi tabo. In žre, in boli. In skozi kuješ, danes mu bom rekel to. Da bi bilo pa dobro tole narediti. In smo skozi v tem samogovorih, kogarkoli srečamo, si z njim, fantom pravimo, nikar ne hodi z punco, ki je glih jo pustil fant, ker bo tebe sigurno pustila. Dokler ne predela, ali fant, ki je glih pustil punco, se jim rečemo, ko greš na pijačo in če on začne govoriti o bivši, in ne se zdaj ti delati, jaz ga bom pa tako ljubila, da bom sigurno mu dokazala, da sem jaz pa drugačna od bivše. Se on je še zmeraj z njo. On še ni prišel od stran od nje. Ker ne odpustiš, si še kar tam. Če imate videli kakšnega soseda, ki se je skregal leta 90 s drugim sosedom, veste, da ona dva živita še oba v letu 90. Sploh se ni nič zgodilo še. Iste stvari. On mi je tam tisto ograjo zalomil. Jaz vam danes ne govorim, da moramo mi pa zdaj kar je, okej, fajn, pa ima ta sosed to zadevo. Kaj pa ti narediš v sebi? Kako v sebi začneš drugače živeti? Zdaj bomo pa kar pustili, naj nam ograje jemljejo, zdaj bomo pa še zemljo jim dali, zdaj bodo pa še traktor pokradli, zdaj bodo pa še ne vem kaj, ne. Da začneš v sebi res gojiti nekaj novega, nekaj drugačnega, da si prijazen človek. Da začneš biti v sebi drugačen, ker odpuščanje se zgodi v meni, ne kaj oni zdaj tam odpustijo in kaj rečemo in komu kaj povemo. In najlažje odpuščanje je mami otrok, oče otrok, to so najbolj enostavne zadeve, so krvave. In če gremo samo dalje, brat, sestre. A imamo mi kakšen razlog se kregati s sestro? Kakšen razlog se kregati z bratom? Ogromno razlogov imamo, Vse. A nimamo vseh razlogov. On je bil bolj ljubljen. Njemu se je vse toleriral. Jaz sem bila zmeraj zatrta. Jaz sem imela v šoli vse 5, on je imel same ne vem kaj že in njega so tolerirali in on je lahko delal, kar je hotel, jaz sem morala biti pa ne vem kaj, In smo skregani.
in potem še dediščino razdelijo, tako da od nje daje veliko več, ne, oziroma njemu, in smo do smrti. Še na pogreb ne gremo, ker ne umre pravi čas. A nismo ljudje neverjetni. Ko pa prideš do tega, da rečeš, brat je sveta stvar, je zelo fajn, ne? Če je tudi brat najboljši prijatelj, če je sestra tudi najboljša prijateljica, to je odlično. Kaj pa, če ni? Kaj pa, če ni? Se moraš odločiti. Pri nas je 6 in smo tako različni, da če bi vi nas gledali, bi rekli, se ne verjamemo, da so od istega očeta, ne. Pa mi verjamemo, da smo od istega, ker nekaj pač moraš mami verjeti, ne. Ja, ja. Ampak toliko različne. Pa se moraš en dan odločiti, on je pač drugačen. Politično smo mi različni. Zdaj gremo to take, to zlahka padajo stvari, ne. Jaz, da bom s tabo še kdaj se pogovarjal, če pa ti, veste, katera usmerjenost, ne. Ja, ampak poglej, midva se lahko strinjamo, da se v določenih stvareh ne strinjamo in ti si moj brat in te imam rad in to je to. A lahko samo to rečeš, to uredi vse. Si moja sestra in vedno boš moja sestra in te imela rada in te imam rad. Vem, da se ti je dogajalo marsikaj, ne. Če boš kdaj pa res pripravljen, da se slišiš za mojo stran, bom pa zelo vesela. Če pa ne, si še zmeraj moj brat, moja sestra, gremo dalje. Slišite te stavke, ker drugače se lahko mi garvamo do smrti. Ker imamo vsi, se pa še poročijo ti bratje s tako ženo, ko kuri tam vsak dan. Povej mu, ne, a ne vidiš, kako se tole grozno dogaja. In zdaj moraš še njo umiriti, ne, pa še sestro umiriti, se moški smo res bogi tle, ne. Pa še mati nagaja in reče, ti si pa živa žrtev. Ne, a lahko midva tole bom jaz to uredil. Ja, se vem, da nikoli ne boš, jaz bi ti rada sam pomagala, reče ta žena, ne. Ja, a lahko midva, to je brat, je sveto, je sestra, bomo lepo živeli dalje. Ste tu še vi? A niste nikamor še šli? Da, vsi so še tle. Se bomo še vrnili k temu, ne. Kako to odpustiti, narediti nekaj novega. Edini način. Kako zakonca odpustiti drug drugemu? Veste, da tam se zaljubiš in potem je vse krasno in potem je enih par let gre in potem se pa začnejo nabirati stvari. Nabirati stvari. In prideš do tega, da rečeš, ne vem, če bi s tem človekom še živela. Raj sem sam. Jaz ogromnokrat na terapiji sprašujem ljudi, pa vidva sploh vesta, kdo sta. Kdo je tale dama, ki je tle z vami? Ja, je naredila kdo pa je tale? On pa, da ne vemo, mislim, veste, imamo cel list stvari, ki jih on dela narobe in jih nikoli ne bo drugače. Kako bi bilo, če bi vidva se imela en popoldne fajn? Veste, da je to za te ljudi največja kazen. Se ne moramo imeti fajn, ker je naredil ne vem kaj že narobe. Ker je ona ne vem kakšna že. Kako pa bi bilo, če bi vidva začela živeti vajino življenje, ker mi ogromnokrat živimo preteklost. Da vam je to tako čuden stavek, ampak poglejte si, malo zamislite, zakaj se mi sploh kregamo, ne? Zakaj se mi kregamo? Kakšni ljudje se morajo kregati stalno zaradi tega, ker si pride preveč blizu in se morajo skregati, da lahko delajo svoje stvari naprej, ne? Ja. Če mora iti vaš mož, da je stari mami, ne, drva delati, ne, kaj je zdaj? Vi pa ste besno na vašo taščo, ne, kaj moramo narediti, ja. Pač v četrtek se moramo fino skregati, petek popoldne on itak gre, ker sta skregana, ne. Nedelje pride nazaj, ona je besno, on tudi, ponedeljek gremo v službo, v torek se že nekaj spravimo k sebi, ne. Sredo nam kakšne otroke zagode, ne. Četrtek že razmišljamo, kako slišite, kako ti konflikti veliko pomenijo, ne. Skrehati. Kako odpustiš zakoncu? Kako njemu odpustiš? Tam je problem pol zaupanja. Je treba toliko novih stvari začeti delati, da lahko to
kritično maso tega neodpuščanja začneš na novo doživljati, da ste z mano. Drugače ne gre, jaz ti pa vse odpuščam, da si ne vem kaj, da si ti skozi hodila s svojim staršem in zanemarjala otroke in jaz sem bil sam doma, ne, da ti bom pa jaz, da so pa oni umrli, da te pa spet ni, ne. Kako lahko ne odpustiš? A lahko jaz začnem delati stvari, ki me najbolj ne samo žrejo in bolijo in ne vem kaj, ampak reče, bo res, da bom jaz prijazen do tebe, zaradi sebe, ne zaradi tebe, zaradi sebe, v sebi bom začel nekaj novega. Odpuščanje je samo to, da v sebi začneš delati nekaj novega. Drugega odpuščanja ne poznamo. Ga ni. Druga je teorija, je krasno, je vse mogoče in tako dalje, ne. Jezus tam pravi, dajte moliti za svoje sovražnike, on ni rekel, da dajte biti emocionalno, čustveno navezani na njih, ampak dajte jim svobodo, da gredo ven iz vas, ker so del vas, ker vas vsak dan zasvajajo. Moliti za njih, da gre ven, ker ljubezen pomeni svoboda. Ljubezen pomeni svoboda. Dobro, dajmo še mi kaj malo naprej iti, ne. Mati Terezija, vi poznate to damo, Mati Terezija. Ta Mati Terezija je tamle hodila po Kalkuti, kaj gre ta čas hitro, po Kalkuti, ne, in je tam srečevala vse mogoče ljudi, ki so bili na cesti, na ulici. In enkrat enega fanta tam najdla, ki je bil že umiral od lakote, ker to je neverjetno, kaj je ta Indija vse zmore, ne, od onih slonov, ki hodijo okoli, do svetih krav, do največjih bogatih ljudi, ne, ki so v zlato kopljejo, do onih, ki so čisti reveži, do vseh teh gurujev, do onih, ki umirajo na ulicah, se to je nemogoče, kaj tam ni, ne. No, in ona enega tega fanta naložila na ramena in ga nesla k enemu peku, ki je bil tam zraven, pekarno. In je rekla, prosim, če bi dali temu otroku kruh, da ne bo umrl, ne. In on pek, ne, tam njo nekaj časa gleda, potem je pa to naredil in pljunil v to sestro. Poznate. In kaj je ona naredila? Pljunila nazaj ali kaj? Kako pa je to naredil? Ja. Je rekla, no, to si dal meni, ne, da pa daj še otroku hrano. Ok, to je svetniško. To je svetništvo. Ampak kaj hočemo mi nocoj si povedati o sebi? A lahko ti narediš nekaj drugače? Da nisi več na daljincu tega. Te žena ne vem, kaj vse govori, da rečeš, ja, razumem, da si globoko prizadeta, ne. Bo še hujše, a ne? Se bova midva zmenila. Jaz bi te pa rad slišal vsem tem. Tle odpuščanje pomeni, da začneš drugačnost drugega, da drugače doživlja, drugače čuti, drugače razmišlja, da najprej to v sebi urediš. To urediš, pa vidiš, a se da, a se ne da. Dokler si samo prizadet, ne, kar po vseh pravilih imaš pravico in je naravno, da si prizadet, ko ti nekdo reče, ti si pa res grozen, te pa res ne gre, le kakšen si, ne. Če gospa meni rekla, poslušaj, ti pa danes le govoriš neke teorije, ki jih jaz popolnoma nič ne razumem, da sem jaz, jezen na njo, rekel, kaj ste meni govorila, ne. Ali pa rečem, čak, tale gospa mora imeti pa čisto druga izkustva. Rekel, dajte mi meni povedati, kako je to vam, ne. Se bom jaz umiril in ona tudi. Kaj pa ljudje, ki enostavno želijo živeti zamera? Da bomo pa šli še naprej. Kaj pa mame, ki vi ne morete priti do njih, ker želijo, očetje, ki enostavno hočejo živeti zamera. Kako pa njim odpustiš? Kako jih pustiš? Imamo danes še dalje več tehle zakonov, ki se ločuje tam pri 80-ih. On reče, da ne more več živeti s to žensko, naj se izseli. In je dejansko, če ga res ljubi, bo šla, ker on ne more več živeti tam.
ta senilnost, ki pride, pa demenca, pa to, ko začnejo razmišljati, hoče me zastrupiti, ubiti. Ja. Kako najdete v sebi to moč, da se nisem jaz kriv, kriva, on ne more več z nikomer živeti. Kako pustiti? Prosim, povejte na glas. Poznajo kakšne sosede, ne. Ja, ne morejo živeti več skupaj. Kako to pustiš? To je ljubezen. Ja, lej, kakšna je, kdo bi pa z njo živel, lej, kakšen je, kdo bi pa z njim lahko sploh še živel. So kakšni ljudje, ki moraš enostavno pustiti, da odidejo, ker se ne da, ker ne zmorejo več, ker njihovi možgani ne funkcionirajo, ker njihovi možgani ne dojemajo več pravilno, ker ne dojemajo več, da je žena tam, ki hoče vse dobro, da je mož tam, ki bi vse rad naredil pravilno. Me hočeš ubiti, zastrupiti, saj tako vem, da ste vsi proti meni, saj ste ne vem, kaj vse že naredili tle. Kako zdaj tem ljudem pustiti, da so po svoje? Zavarovati se moramo. In sprejeti, da so drugačni, da je to največ, kar zmorejo. Ste z mano? Otroku lahko vedno greš in mu pomagaš, da zraste ven iz te luknje, razen če je mentalno prizadet. Pri starših ne moreš. Je pa fajn, da s tem bratom nisi skregan, ali sestro, če so pa oni z njim. In da se nehamo, ja, ti si tudi vse naredil, če bi pa ti ne vem kaj, pojdi ti k mami, pa bi bilo drugače. Mi imamo polno teh starejših ljudi danes, ki so totalno depresivni in nočejo imati nobenih zdravil, ne, da smo zelo po domače zmenimo mi tukaj, ne, to govorimo. In potem te dame nekaj časa je krasna stara mama, poneha imati zdravila, ne, in postane čista pošast, veste, začne otroke, vnuke šuntati proti svoji hčerki, torej njihovi lastni mami. Kaj lahko tam narediš? Zdaj mi boš pa še otroke vzela. To so grozne stvari, ne? In zdaj njen mož oče pa rekel, ja, vidiš, si tudi ti kriva, otroke bi pustila, to je vse, kar imajo vnuke, zdaj si še njih vzela. Ja, če pa ona nenehno ne vem kaj, a se lahko mi odrasli dogovorimo med sabo, kaj bomo naredili? Ne, midva se morava z dementnim, je nesmiselno se pogovarjati, ker on itak vam pove, da je sonce vzhaja na zahodu in porečete, kako moš tako neumno misliti, ne, jaz nisem nikoli tega rekel. Si ti izmislil, veš, ki me sovražiš. Kako jemati realnost teh ljudi. In je to krvavo težko. Vi hočete, da je vaša mama do konca urejena, ne? Da je vaš oče do konca urejen in da umre z neko lepo idejo in da vam pove, rad vas imam v nebesih, za vas molil, odpuščam vam, ne vem kaj vse. Ja, teh ljudi je zelo malo. A se lahko mi med sabo potem dogovorimo in rečem, glej, imela je pač različne. Ja, si ti ne vem kaj, da mi drug drugemu odpustimo in se ne gremo z otroških iger. In imamo vse svoje igre. Se spomnite vi vaših sester, ki ste bili tam v prvem razredu, po vrtcu, kako so vašim bratom pa sestro vse tolerirali, vas pa zatirali, ne? In to še s temi, kar živimo danes, ne? Eni ljudje še kar s tem živijo. Kot da so še zmeraj v vrtcu, čustveno si še kar tam. Nazaj k onim otrokom, ki so posvojeni. Ti otroci bodo tudi vse to naredili. In bodo najhujše možne zadeve delali. Jaz imam tle kolege, ki tabore vodijo, ne? Tabore rejniških otrok, recimo, ne? In pove, ne, da tam prvi, drugi dan, ne, ima tam enih par fantov, ki bodo čisto vse naredili, da bi jih nagnal tisti dan domov, poklical rejnike, nemogoče vse bodo razsuli, se bodo razbili vse. Pa če jaz en dan z njimi zdržim, drug dan delaš. Tretji so mi neskončno hvaležni. Nekdo je z mano zdržal. Nekdo je z mano zdržal.
ker ni oče zdržal, ker ni mami zdržala, zaradi česar koli že se nikoga ne bo obsojeno. In so me kar pustili. A lahko ti zdržiš, da jaz to zamero, to grozo predelam? A lahko ti, brat, zdaj zdržiš, da ti jaz vse povem, da si ti bila pa skozi protežirana, si imela protekcijo, si vse tole naredila, si bila mamin otrok in mi smo bili posti zavrženi. A lahko ti to zdržiš in rečeš, pa se razumem, ste najbrž bili taki, sploh pa ne veste, da je bilo pa še hujše, ste nosila vso materino in očetovo skrb in vsa njihovo čutenje, če so pa mene naredili za čustvenega partnerja, o se pa ne zmenimo. Ne? A lahko sam drugemu damo možnost, da spregovori odpuščanje. Da dojameš, kaj je, bratje, sestre, ne? Da dojameš, kaj je. So kakšni sosedje, ki vam bodo, ne vem, kaj se naredi, a se boste zdaj izselili vam, a boste poklicali advokata. Včasih je fajn, seveda, pravica je normalno, da je pomembna zadeva, ne? Ampak kaj je v vas, vse mi to znamo narediti, se smo inteligentni ljudje, ampak kako lahko v sebi to predelaš? Ko dobiš enkrat pravico, a se s tem zdaj stvar končala, včasih se šele tam začne. Odpuščati, pustiti, da odide, narediti nekaj novega, narediti nekaj drugačnega, ne zdaj ždeti doma. 15 let, pel svojo damo neko, začnite živeti novo, naredite si veliko novih izkustev, a ste tle. To je edino, kar naredi odpuščanje, novo doživetje, edina prekrijejo staro, ničesar drugega ne prekrijejo starega, nobeno razmišljanje. Ja, molitev jasno veliko pomaga, ker moraš v sebi preustvariti sebe, drugačen način dojemanja si moraš ustvariti. Tale Janez Pavel II, ne, vam še povemo, kakšno zgodbo o njem. Tele odpuščajoče, bomo rekli, zgodbe so vse vrisane tako globoko v nas, kaj v sebi narediš, da lahko vsak ima svojo. Ne? Janez Pavel II, veste, da so ga tam atentat na njega naredili v Rimu, ne? In potem, ko je prišel malo k sebi, ne, je šel v arest, v zapor, temu atentatorju, poznate to, ne? In mu je rekel, odpuščam ti, ne. In kaj mu je on rekel? Rekel je, hvala, ne. On ga je gledal in rekel, kaj ti odpuščaš? Ti bi moral biti mrtev. Kaj ti tle delaš? Kadar jaz streljam, jaz sem natančen. Jaz vem natančno, kaj in kako in to izvedem. Moje žrtve ne preživijo. Kaj s tabo? Torej, ta papež je bil to šokiran. Ne vemo, kaj mu je rekel, najbrž kakšen blagoslov dal in je šel. In potem so odkrili, ne, da tisti naboj, tista kugla po domače, ne, jim je nosila s sabo celo bakterije, ne. Tako da, ko je on bil že, so ga operirali, pa mu vzeli ven to okroglo, ne, je po tistem slovito zbolel, ko so se bakterije v celotnem njegovem abdominalnem sistemu začele razvijati in so ga komaj rešili, ne. Danes je ta krogla kje je to? V kroni Fatimske Marije, ne. Šel se tja zahvaliti potem, da ga je rešila, ker je bil totalen čudež, ne. Da je bil živ čudež. In je zdaj tam. Odpuščam ti. Odpuščam ti. Ja, dobro, on je bil pač velik človek, ne. Atentatorji so itak vedeli, da je on bil samo poslan tja, ne. Itak je vedel, da so njega pač podkupili, da je njemu bilo popolnoma vseeno, ne. Na koga strelja in kaj naredi, ne. Ampak kako odpustiti? To so veliki ljudje. Ne vem, kako bi bilo sestri odpustiti, če bi kaj naredila. Atentator je lažje. Narediti nekaj novega. Dobro, tamle je prišel Gospod in je rekel, da moramo končati pri tole zadevo. Ne dajte se en aplavz, da ste tle, ne. Ja.